Mesto Diljan leži v istoimenskem nacionalnem parku 1200 metrov nad morsko gladino. Zaradi številnih kamnitih hiš z lesenimi balkoni velja za Švico Armenije. Že v času Sovjetske zveze je bilo to mesto priljubljena destinacija številnih sovjetskih umetnikov, ki so tu lahko svoji domišljiji prepustili prosto pot. Smo si ogledali mesto Diljan, morava priznati, da nam je bilo zelo všeč, sicer v resnici je lepa res samo ena ulica, dolga ene 100 metrov, ampak je pa ona ulica res zelo, zelo lepa in zanimiva, da bi prišel ene 300 let nazaj. Greva pa zdaj proti enemu jezeru Pars, oziroma Parzlič. Upava, da bo v redu cesta. O njem sva že sicer brala v Lonely Planetu, ampak nama je tudi en Armenic na meji, s katerim sem se pogovarjala, rekel, da sem res morava iti, tako da upava, da bo dovolj dobra cesta, da bomo prišli do gor. Jezero Pars je le 13 km oddaljeno od Diljana, zato je turistično kar precej oblegano. Ponuja številne aktivnosti, kot so spust po jeklenici, adrenalinski park, najem čolna ali pedalina. Včeraj smo se gor na jezeru kar dolgo zadržali, ker smo mislili, zato smo bolj kar nazaj v ta Diljan šli prespat, predvsem zato, ker so tudi zvečer rabila internet, ker so mogla delati. Zdaj gremo pa iz Diljana proti enemu samostanu, ki pa je ni glih dobro vzdrževan, izgleda kar zaraščeno, tako da bo verjetno kar zanimivo. Potem pa verjetno proti jezeru Sevan. Samostan Matosavank je zgrajen iz 3 delov, cerkve, verande in manjše knjižnice. Prvi zapisi o njem segajo že v daljno leto 1247, zgrajen je večinoma iz grobo obdelanih kamnitih blokov. Pred vhodom lahko opazimo zelo lepo ohranjen hačkar iz leta 1251. Hačkar je v kamen vklesan križ, zato ga pogosto imenujemo tudi armenski križni kamen. Ker je sam samostan sicer skrit globoko v gozdu in poraščen z okoliškim rastjem, deluje kar malce srhljivo. Do zdaj so se nam Armenici zdeli ful prijazni, dejansko bolj od Gruzicov,
tudi Gruzijci so prijazni, ampak se nama niso zdeli tako odprti, kot so Armenici. Včeraj recimo so naj ustavili, da imava prazno eno gumo, kar se sicer izkazali, da ni prazna, ampak vseeno so bili prijazni. Potem sva se nekaj ustavila ob cesti, za sekundo da sem jaz nekaj slikala čez okno in so se že ustavili, če je vse v redu, če kaj pomagajo. Tako da sem imela kar dobre izkušnje do zdaj. No. Ja, zdajle so pa tankala in sicer nama je res lučka svetla, ampak meni je bilo že kaj tanko, zelo čuden, da so prišli litri na 80 litrov, ker še nikoli do zdaj v 2 letih skoraj nisva tankala več kot 75 litrov, pa sva šla že kdaj kar zelo na hlape. In pa sem se z njem kregal, ker pa mi je hotel računati še celo 85 litrov, ampak na pumpi je takoj skenslil, takoj, ko je na tanku, je zbrisal, da ni več pisal, koliko je šlo noter. Tako da sem se 15 minut z njem kregal, da mi je na koncu res računal 81 litrov. Zdaj, ko so se pa odpeljala, pa vidim, da tank v resnici niti čist poln, tako da še 5 litrov manjka do polnega tanka, sigurno. Tako da tlele je en velik natek s tem benzinom bil, oziroma s tole nafto. Pa pač, ker ni hotel razumeti, da najin tank sploh ni 85 litrov velik, tako da pač je to nemogoče, kar on trdi. Ja. Ampak ja. Res neumno vse skupaj tole. Jezero Sevan leži na 1900 metri nadmorske višine in vsega skupaj obsega kar 1250 kvadratnih kilometrov, kar predstavlja 5% celotne površine Armenije. Je največje jezero v Kavkazu in eno največjih visoko ležečih sladkovodnih jezer na svetu. V 50 letih prejšnjega stoletja je zaradi obsežnega namakanja polj vodostaj jezera padel za kar 20 metrov. To je poleg preobsežnega ribolova in izpustov fekalij jezero pripeljalo na rob uničenja. Danes je jezero spet polno življenja. V njem živijo številne ribe, med katerimi je najbolj znana postrv, ki tu velja za pravo specialiteto. Dolge plaže ob jezeru pa v poletnih mesecih privabljajo številne, predvsem ruske turiste. Toliko lepega jutra že dolgo ni bilo, kakor je bilo današnje. Res je bilo lepo vreme, ni bilo vroče, glih prava temperatura, taka že malo jesenska, ful lepa svetloba, pa tole jezero nama je res všeč. Ful je bolj čisto, kot sva pričakovala, pa tako cela pokrajina je res lepa. Ja, je pa skoraj težko verjeti, da to jezero tako visoko, pa tako veliko. Res je, ko si tukaj ne zgleda, da si skoraj na 2000 metrih. Zdaj se bomo pa drugače zapeljali po zahodni strani jezera do juga tega jezera in vmes se bomo ustavili še na enem pokopališču, ki je zelo zanimivo. Zakaj je zelo zanimivo, boste pa videli. Na zahodni obali jezera Sevan se nahaja starodavno pokopališče Noratus. Obsega 2 kapeli in kar 900 hačkarjev, večina iz 10. stoletja, medtem ko najstarejši sega kar v 5. stoletje. Danes je bil kar zelo naporen dan, ampak tudi zelo zanimiv. Predvsem se je vlekel zaradi cest, ker smo prevozili enih 100 km in te armenske ceste so malo slabše kakor v Gruziji. Sicer večina je kar zelo novih, praktično čist nov asfalt, ampak pol pa pridejo kakšni odseki, kilometer, dva, ki je pa res
zelo slaba cesta, same lukne in morsko so drugi ali pa v prvi celo voze, da lepo počasi čez te lukne spelaš. Tako da zaradi takih delov se pa pol pot kar zelo podaljša in kar vleče. Ampak vsekakor je bilo pa vredno in nama je zaenkrat res tale Armenija kar zelo všeč. Drugače smo se pa zdaj parkirali na enem prelazu na 2300 metrih višine in zdaj je ura malo več kot 9 in zunaj je temperatura 9 stopinj in kar zelo hitro pada. Tako da tale noč danes bo kar mrzla. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.